V Mariboru je stopnja brezposelnosti med najvišjimi v državi. Zaposlitve si želijo predvsem mladi, ki na vrhuncu svojih sposobnosti sedijo doma. Službo išče okoli 4000 mlajših od 30 let. Da bi vsaj nekateri med njimi prišli v stik z delodajalci, je zaposlitveni klub Maribor pripravil srečanje mladih iskalcev zaposlitve s predstavniki različnih podjetij. Soba polna mladih, kar pa je le peščica vseh, ki ne najdejo služb. Težko je iskati kot psiholog delo, zaradi tega, ker je zelo malo razpisanih del. Koliko razgovorov? Do zdaj, mislim, da pri 15. 20. sem nehala šteti. Izkušenj imam do zdaj 6 let delovne dobe, ampak seveda na različnih področjih od prodaje do produkcije. Srečo sta prišla poskusiti na hitre zmenke z delodajalci. Mladi so se lahko srečali s predstavniki 11 podjetij in nanje v 5 minutah skušali narediti čim boljši vtis. Sem magistra psihologije, sem študirala v Mariboru. V bistvu me zelo zanima področje kadrovanja. Poleg te izobrazbe, ki si omenila, me zanima tvoja dodatna znanja. Ne samo, da se bodo predstavili, tudi iz podjetja predstavniki bodo dali en feedback, kaj je bilo v redu, kaj ni bilo v redu, na čem še naj človek dela in kak vtis dobi človek, ko se s kom drugim pogovarja. Delodajalci pa na drugi strani tukaj hitreje najdejo dober kader. Iščemo nove ljudi v prodaji, res mogoče tudi nemško govoreče, kar pa je pri mladih, glede na to, da smo tu na štajerskem področju, manjko. Pravzaprav ne marajo nemškega jezika. Zmožnosti so preverjali tako, da so v omizju predstavili težavo svojega podjetja, mladi pa so jo skušali rešiti. Tako je feedback, tako en z drugim neko energijo, ali čutiš ali ne. Drugače je kot seveda, če bi zdaj od teh kandidatov dobila samo prošnje vprašanje, če bi mi imel kateri od teh zanimiv. Zaposlitveni klubi so v zadnjih 3 letih pomagali do takojšnje zaposlitve okoli 70 mladim. Imajo pa tudi dolgoročni vpliv na zaposlovanje mladih. Nekdo iz podjetij 3-4 mesece kasneje ugotovi, jaz pa rabim nekoga takega, in reče, točno tam na tistem klubu pa je bil en, dobro, dajmo tistega poklica. A tudi če službe ne bo takoj, imajo mladi danes eno izkušnjo več. Zanimiva izkušnja. Tak, vsakemu priporočam.